Temo na vzhodu, boti na Instagramu in ne pridiprav v lisicah. Dobrodošli v obdobju, ko je Slovenija vstopila v cono somraka. Takoj po uradnem začetku volilne kampanje je snegolom na vzhodu države več 10 tisoč ljudi v temi pustil brez elektrike, a na spletu se je odvijala povsem drugačna vojna. Agregati in pomoč ljudem so za del javnosti postali manj pomembni v trenutku, ko naj bi se zgodil kibernetski napad na Instagram profila Gibanja Svoboda in premierja Roberta Goloba. Gledamo pravi filmski scenarij. Na enem koncu premier svari pred hekerji iz tujine, ki naj bi delovali po naročilu iz Slovenije, na drugi strani pa spletni vplivnež Nepridiprav, čigar ime je glede na njegovo preteklost iz črne kronike več kot ustrezno, vodi kampanjo proti vladajoči stranki. Sredi digitalnega vrenja se Aleksandar Repić iz Dubaja vrne naravnost v policijsko pridržanje. Po uradnih informacijah policije zaradi primera, ki ni povezan s težavami vladajoče stranke in premierja na Instagramu. O delovanju Nepridiprava lahko več preberete na spletu. Komu in kaj verjeti? Repić si je v zadnjih letih ustvaril podobo ljudskega razsodnika, ki deluje zunaj pravnih poti, a z dosegom, o katerem lahko vladni PR aparat le sanja. Vladni strategi se zmedeno odzivajo na moč posameznika, ki še naprej povečuje svojo bazo sledilcev. K temu pa prispevamo tudi mediji. To je realnost, ki smo jo v tujini že spoznali. Moč se seli tja, kjer vladajo algoritmi, ne zakoni. Teden zaokrožuje sehljiv in nečloveški prizor, truplo psa na jumbo plakatu Svobode. Ko se predvolilna drama prelije v takšno krutost, je na mestu vprašanje, kam je izginila normalnost. Nauk tedna vlada se bori s sencami na ekranu, medtem ko se prava moč seli v roke tistih, ki obvladujejo algoritme. V digitalni areni ni pomembno, kdo ima prav, ampak kdo ima večji doseg in stvari pove na bolj enostaven, poljuden način. Če pa ste bili prejšnji konec tedna med tistimi brez elektrike, ste imeli vsaj to srečo, da ste bili za trenutek varno odrezani od tega cirkusa.